No, se en deževen dan, tako da ga bomo izkoristili za izdelavo domačih rezancev. Tako da, kaj rabimo za dobre domače rezance? Potrebujemo domačo kokoš, jajca. Zdaj, če nimate domačih jajc, ne, tudi pač delate s kupljenimi, ampak z domačih jajc so najboljše testenine, to je zame, ne. Tisti rezanci za juho in tudi široki rezanci. A ne, Gašper? Ja. Moko. Kilo moke, par močnih rok za gnetenje. Potrebujemo strojček za valjanje testenin, za izdelavo rezancev, bi rekel. Potrebujete tudi pomočnika. Seveda. Toplo krušno peč, pač mi imamo to srečo, na kateri bomo lepo posušili rezance. Pač tisti, ki pa nimajo, to pa pač posušite na kakšen drugačen način. Mi jajca kar prej malo zmurčkamo in se pa lažje zmeša z moko. Mikser je zdaj tu zmešal malo na grobo. Zdaj bom pa jaz tu še na roke fajn pregnetil, torej da se še vse poveže med sabo. Pa treba pa tukaj 10 minut fajn gnest, da se tu vse poveže. Moka, jajci, beljakovine. Tako da zdaj bom kar fajn mogel gnesti 10 minut. Po dobrih 10 minutah gnetenja dobimo takle hlebček. Tako pa vemo, da je, takole test naredimo, pritisneš in če se začne gor lepo vračati v svoj prvotni položaj, kolikor toliko, je to to. Tako da, zdaj tule zavijamo še v folijo. Folijo lepo zavijamo, damo v hladilnik za 1 uro, ne. Če nimamo folije, lahko damo tudi vrečko. Glavnem, da se ne posuši, zato se zavije, da se ne bi posušili. Takole. Evo. Za 1 uro v hladilnik. Najde deleš. Čakaj, kakšno vrečko bomo rabila. Zato, da bova dala noter, ker ne bova vse naenkrat delala. Kaj ne bo vsi? Da se ne bo testo sušilo. Bo narezala samo na par šnic. Ne, ajde. Jasno? Kaj pahnila skozi, pa vaš za pol več imela, da ne bo samo ena skozi pomika, no ti pa ti se veš. A bo kdo gledal mino, ne? Nekaj delamo rezance. To je najmanjši del. Ja, ne še ene. Ne vem. To je že čisto. Ja, moram jaz držati, da bomo nekaj hitrostno delali rezance. Samo koga boš prerezal, da sem? Spust, ej. Koliko zdaj? A si že vse pri? Ja. Sam to je dodala, ja. Še zadnji 3. Zdaj bo pa to. Nič je. Takole, 1 kilo testa, 12 jajc je, bi rekel, zvalanih na debelino za jušne rezance in široke rezance. Takole lepo visi spodne strani. Tisti, ki so temnejši, tele 1-2 in tale tukaj, bojo pa za jušne, mišič bojo pa za široke rezance. Takole, zdaj pa tu počakamo, se malo posuši, pol bomo pa na tale nastavek lepo, tale tukaj je za jušne rezance rezati, tam pa malo širši, bo pa za široke rezance, tako da, nič. Malo počakamo, da se bo sušilo na pravo vlago, bi rekel vlažnost, potem pa naprej akcija. Na razne
Ja, potem. Evo, takole. To je zdaj že suho in zdaj režemo. Kaj režemo? Ja, kar ne tiste, te debel, tega te tukaj. Jaz se zelo čudno je. Kar prerež. Še zrežemo, posušimo in vola. In jem. To je balaža. Ni še zadnje dva. Ja. A si bo pa hitro tega naredil. Tu smo, tukaj smo čakali. Evo, kilo testa, lepo narejenega zdaj v rezance. Leva stran je za jušni rezanci, tule smo malo širši rezanci, bojo pa za kakšno prilogo, kakšnim zrezkom ali pa kaj. Tako da, lepo nam je ratalo. Takole, da ta deževen dan smo kar izkoristili malo produktivno, bi rekel. Kar terja nekaj enega svojega časa, bi rekel. Kakšno dobro urico dela vse skupaj, da se zgnete, da se pa lepo odleži. Spet bi rekel razvaljeno, debelino želeno. In pa spet bi treba malo počakati, da se posuši. Še enkrat potem, da se razreže lepo skozi tiste valjčke. In pol dopre do končno takega produkta, kot je tulele za mano. Tako da ja, evo, kakšen deževen dan, takole je človek izkoristiti za izdelavo domačih rezancev. To bi bilo to za ta video in se vidimo v naslednjem. Ajde, živjo!